Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Ja, Reci, jest. ti. Danes bom takole začel. No, Da živimo v zelo nekem čudnem svetu, trenutno. okay. Ja. Ne vem, ministrstva za izobraževanje se ukinjajo, ne, sicer pa nam, hvala Bogu. Zelo čudne stvari so na svetu. Okay. Kje pa se to malo- ukinja? Kje pa se V to- Ameriki so Aha. glih kar ukinuli, Aha, ok. pač Ja, šolstvo. Ja, Kva? ne vem. okay. Ne spremljam, ja, ok. Ja, pa so vojne, pa so te diktature, pa se eni tako obnašajo, kot je zelo čudno, ne? Ja, Ampak nekaj je pa v zadnjih letih je pa to, da milijarderji imajo zmer več denarja, firme imajo zmer več denarja. In jaz sem klele naredil seznam firm, koliko so vredne. Ampak Okej. bolj kot to, koliko so vredne, pa koliko je to hudo, se sprašujem, kako je možno, da so toliko vredne. Ne? Kdo to res določi, da je neka firma, ne vem koliko trilijonov vredna, pa zakaj je toliko vredna, čeprav, ja, tako prodajo. mislim ne, recimo, Amazon je, ne vem, zelo velikrat poročal, da je izguba delu, Aha. vsako četrtletje, ampak Ja. vrednost je pa rasla. Ne? Recimo, Ja, kako je to, ne? Saj, ok, razumem, nisem ekonomist, ja. tudi ti dvomim, da se spoznaš na Ne. te zadeve, ne? Ne. Mogoče je odgovor tak čist lahek, Ja, stroškov da imajo bi več, mi- kot kar... da bi mi en ekonomist razložil, ja, tako pa tako. Zdaj sem se pol malo pozanimal, a ne, da ljudje dajo denar nekam in pol upajo, da v prihodnosti To pač zraslo. ti zraslo, ampak pač, to je Ja. tako meni malo, kaj na puf živiš, pa upaš, da bo boljš čez 5 let. Ne vem. Ja, Pa tudi tako, no. Ja, v glavnem, kako sem se vprašal, kako je možen, da je nekaj toliko vredno, zakaj je vrednost toliko res velika ja. firm. Zakaj pa, ne vem, 20 let nazaj je bilo še v milijonih, ne, Ja. danes je v trilijardah. Tako da, ja, take stvari, ne. Da sem rekel, ja, zbral, da daš dele vložiš, pa upaš, da v prihodnosti bolj, ne. Čeprav dvomim, da kdorkoli sploh zastop, kako to dela. Pa da Ben mi ne zna razložiti točno, Ja, zakaj je tako pa tako. ja, Ne, pa zato- inflacija. Ja, ok, ja, Aha. sam ti mi dal kle en primer, Ja, ampak v glavnem, kaj hočem reči, že itak ta denar, ne, smo si itak spomnili, to je neka kolektivna ideja. Ja, Mi smo tako. se spomnili, da je papir, da je vreden toliko pa toliko. tako. Ampak ja, kaj Pa hočem... zdaj je itak virtualno večino Ja, denarja. pa še dejansko unga denarja sploh ni nikjer, ne. Tako. Tako da, tudi to mi je, Ja. ko se gre, ko se sploh gremo. Nekaj, Tako- kar sploh ne obstaja. Tako, ja. ker nekaj v luftvi, tudi ta bitcoin, ker pač, kar Ja. je. Ja. In to je vreden, ker sem jaz rekel, da je to vreden. Ja. Ja, Ja. skratka. Tukaj sem hotel pač 10 teh firm. Ja. Sem pa pol 11 tudi dal, lih zato, ker sem ta en primer hotel navedati. Recimo 11 je trenutno Tesla, je vredna 759 milijard. Okay. A prav Verjetno Tesla ali je vse, zdajle- kar je od Muska? Ne, samo Samo Tesla. Tesla. Okay. Zdaj verjetno mogoče kaj manj. Ja. Ampak nima veze. Hotel sem reči, ne, da ker ne zastopam, zakaj nekdo reče, da je to vredno. Tesla, no sej prvo, oni imajo rekord, da so v začetku leta so bili 1,5 trilijona vredni. Zdaj v zadnjih 2-3 mesecih so pa več kot pol izgubili. Aha. Ampak, se pravi, takrat, ki je bila v začetku leta, ki je bila Ja. tako vredna, je bila vredna več kot 9 naslednjih avtomobilskih firm skupaj. Kako? Ne? Ampak Ni počakaj, Toyota največjo prodajo, ima pa... zdaj pa pridemo do tega. Ja. Unih 9 firm je skupaj več kot 45 milijonov vozil ustvarilo v enem letu, medtem ko je Tesla 2 milijona. Ja. Kako možen, da je ta firma toliko bolj uredna, pa naredi pofle avtomobile prvič, ko Ja. se veliko ljudi pritožuje, Ja, pa veliko se toliko kvarijo. manj prav, ja. kot vse vne druge.
Ja, Kako to može? ja to je res čudno. To je čudno. Mislim, to je napihnjen, ne? To očitno je umetno napihnjen. Ne znam drugače predstavljati. Ampak kot pravim, mogoče če še kanalist rekel, ne, to je Dečko, takole je, ja. Ne, če meni je čisto- čuden, ker vem, da je Toyota, da ima največjo proizvodno, največ jih proda avtomobilov in tudi največ od tega zasluž. Od avta. Se mogoče, da je zaslužek, da ima Toyota, sam vrednost je pa Tesla. Ja, no sej to, ne? Kje, No, ja, kje ja. je tukaj? No, sej to, ne? Ja. Ja. Sej to. okej, Ta stock market, to jaz ne razumem. Ja. Okay. To je verjetno ne tako mala neka ponzijeva schema najbrž v neki, ampak ja, Ja. pravim, ne spoznam se, Tako. ne vem. No, v glavnem gremo naprej. 10. Broadcom. Broadcom. Broadcom, kaj pa je to? To so tehnološko, podjetje ameriško, polprevodnike delajo. In vrednost je 895 milijard. Okay. Ja, pač se nimam nič kaj zapovedati. Ja, Ja, jaz- vsaki bi se lahko vprašal, Ja. zakaj je to vredno. Ne poznam toliko te firme, tako da Ja, bi ne, lahko saj karkoli... in Kubi sploh ne pozna, gled sem. Dobro, Ja. poznaš ene, Ja. ampak recimo, verjetno tudi ne poznaš TSMC. Pač Ne. to so tudi iz Tajvana, ki delajo polprevodnike. Aha, ok. Vrednost je 920 milijard. Okay. Fora je pa tudi, da so bile te firme pred korono, da so bile dvakrat, trikrat manj vredne, kot so danes. Ne. Tudi to po koroni, ki se je začel kar denar tiskati malo na brez veze. Ja, je. Ja. Vse cene so šle kje nekam. Cene so šle gor in bral sem celo to, da so cene zdaj toliko napihnjene, ki bi mogle biti, se pravi cene, ki so zdaj, bi načeloma mogle biti v letu 2030-31, a nekaj z inflacijo, Ja, ker ja, ja. grejo pač cene gor. Ampak da smo v tako kratkem času že napihnili vse skupaj. Da, Ja, nazaj pa itak ne gre, ker noben ne bo... Ja, seveda, če gre nazaj, Ja, je pa narobe. tako. Ok. Berkshire Hathaway je 8. Ok. To je Warren Buffett, veš, kje je to? Ja, nekje mi je znano. milijarder. Ja. Najprej je bila tekstilna tovarna, pol so se pa vrgli v zdaj investicijska družba, ki je pa že vredna 1,14 trilijona. Ne. Ja, Ja. tudi to, da denar posojaš enemu, pa da imaš ni, no vse. Ja. V glavnem, ja. Naprej. 7. Meta, Facebook, bivši, no? Ja, Zuckerberg. Spet tehnološko podjetje, ki je v vrednost zdaj 1,4 trilijona. Ja, toliko folka uporablja to, ali ne vem kaj. Ampak, če samo uporabljaš, se ne vlagaš v to. Ja, pač to... Tako denar dobija. Ja, pač reklame. Marketing, a ne? Ja. A ne? Ja. Ja, No, v glavnem, folk ti saj klikneš je nekam tudi- in pol ni greš Ja, se kaj. plačuješ pa Ja. s svojimi podatki. Ne. Tako, ja. Ja, sej je tudi pač vrednost celega podjetja, se pravi tudi od stavb, ki jih imajo, pa vsega. Ne. Ja, nekoč smo imeli midva oddajo, ne, v pregovorih. Ja. A ne, in en izmed pregovorov, ki ga je umetna inteligenca dala, je bil, da je podatki so danes zlato. Samo res, ja. Ja. Pa kaj je bilo, Ja, kaj je bilo že? Ne, da je bilo zasebno zdaj zlato, tako, ja. pa nekaj. Ja, vidiš. Ne, nekaj takega, Ja, ja, no, vidiš, ja, tudi Tako. umetna inteligenca očitno. Ja. Ni mogoče lik odmete bila. Ok. 6. mesto je Saudi Aramco, to je naftna družba Saudske Arabije, Ja, bi rekel. 1,65 trilijona. Čeprav pa sem Tukaj bi razumel nekako. to razumem, ja, pa tudi ja. pol pri enih drugih zastopam. Recimo Ja. pri enem Microsoftu, ki ga res dejansko vsak uporablja, Ja, razumem, da je mogoče, da je vrednost tak, ampak ja, ja. No, pa če zmeri toliko ljudi, pa če res vsi to uporabljajo, je, ja. In tudi nafto pač Ja. še vedno si Ja. uporabljamo. tako. Zdaj, ja, sem imel 1,65. Pa sem, ne vem, verjetno je en kup teh stvari, ki
ki primerja cene, oziroma ki določa cene, zato ker sem nek drugod sem pa videl, da je najbolj uredno ta Saudi Aramco, da je 6, pa če malo trilijona ureden. Tako da, ne vem, na tej strani, ki sem jaz gledal, je bilo 1,65, tako da. Ja. Okay. Mogoče je tako več manjših firm, Ja. da je polka skupaj vse dajo, Ja. da je tako. No, ok, Google je na 5. mestu, spet tehnološko podjetje z 1,99 trilijona. Ni 2, joj. Mogoče zdaj le Je že. je že, ker Ja. ko sva snemala, še ni bilo, zdaj pa že. Ja. Sem skoraj sicer, da je že. Ok, četrti Amazon, Okay. 2,06 trilijona. Več kot Google, zanimivo. Ja. Na 3. mestu je Microsoft z 2,8 trilijona. In glej, jaz sem rekel, ja, ok, Microsoft, Ja, ne vem, no. Vsi imamo Windows, ne vem, mislim, a poznaš koga ima Linuxe? Linux se ne meka, pa ja. Ali pa Maca. Ok, ajde, dobro, Mac je že, ampak spet, tehnica je na Microsoft. Ja, večino je. No. Mogoče je ameriški trg, da je bolj 50-50. Ja, mogoče. Okay. Na svetovno pa sigurno ni. Nvidia je na 2. mestu. Nvidia, res. 2,89 trilijona. Fuck. In pa na 1. mestu je seveda Apple. S 3,2 trilijona. Ja. Spet. Ne razumem, ampak. Ja, mislim, vse logično. Pač Overprice, mislim, napihnjene cene vseh produktov, ki imajo. In folk pa, ker so Apple delivery, pač to kupujejo in to je to. Če imaš ti stojav za računalnik za 999 evrov, samo zato, da ti stoji želez, prodajajo za Jurija. Se pravi, hočeš reči, da Apple v luft držijo glupi ljudje. Tisti, ki preveč zapravijo. Mislim, ja, tisti, ki... Rekel bom človeku, ki zapravi, da je Jurija za ko železa, da si glup. Ja, tako. Zdaj me pa pač... Ja. Zdaj se pa pogovarjava pa... Probi prepričati v kontra. Ja, kaj je to boljš tisto? Ja. Stojav, kaj drugega. Lej. Okay. Jaz lahko rečem fotoposka. Ja, mislim, lahko je na dilcev vzamo, pa bomo to do, ne? Ja. Pa ti za 500 prodam. Dejva se pogovoriti, ja. Resno. Okay. Pol prešparo, veš, kaj je to pudnarje, da prešparaš. Ja. Zdaj pa sam še, sem rekel pač, toliko trilijonov zdaj v redu, gremo malo samo pri preteklost. 1990 je bil General Motors najbolj verjetno podjetje. Okay. 126 milijonov. Danes ne prideš na lestvico 1000 podjetij s tem. Ja. Pa je bil leta 2000, pa se pa ful dvignemo. Očitno je res 90, da so bila res taka. Ja. Leta 2000 Microsoft bil 586 milijard. No, pa je presledila finančna kriza. Je leta 2010 Exxon, naftna družba, bil 343 milijard. Ja, je bil manj kot 2000. Pa že leta 2015 je bil že Apple prvi 710 milijardami. Ja. Zdaj pa se pomisli, ne se pravi, danes je 3,2 trilijona, takrat je bil pa, se pravi, v 10 letih. Tok več, ja. 2018 je bil Microsoft 900 milijard. Ja, prvi. Je bil prvi, ja. Posledno pa sam še, se pravi korona, predkoronsko je bil Microsoft spet prvi, ki je imel 1,2 trilijona. Pa je pa v 5 letih je pa to podvojil. Se pravi, od leta 2000 do 2020 je podvojil. Se pravi, v 20 letih je podvojil, zdaj pa v 5 letih večkrat podvojil. Ja. Tako da, ja. To so številke. Zanimive številke, bi se denar, zdaj si predstavljali, da imaš 1 trilijardo, pač ne znam se predstavljati. Ja. Bom sam še nekaj, malo tako, preteklo šel, ful je po moji dolgo dajo. Ja, trpoj. Je prva trilijarda najbrž, ne vemo točno, ampak verjetno prva trilijarda, da je bila sicer 1911 Standard Oil, da je imel
ali pa toliko vrednost, no, zdaj, ko ocenjujemo za nazaj. Aha, ja, če bi to. Zdaj, ko za nazaj ocenjujemo, koliko bi bila vredna podjetja. Standard Oil je bil takrat v Ameriki tako edino podjetje z nafto. Rockefeller, ja. Oni so bili to. Ja, ko so oni delali, to sem jaz enkrat bral. Ker so za nalož znižali ceno. Ja, so še zmeraj. Pač zgubo so delali samo zato, da so konkurence uničili, pa so bili edini. Tako pač. So bili še zmeraj najbogatejši. Ja, tako je. No, pa je v bistvu najbolj vredno ever, naj bi bil, pa iz leta 1637. Dutch East India Company. Okay. To je bila neka trgovska delniška družba. Oni so bili prvi, ki so javno dali recimo svoje delnice, so ljudje lahko kupili. In ne bi bilo 8,3 trilijona vredno. Kaj so oni delali? To je bilo pač trgovski podjetje, ki so imeli v lasti. To je bilo nizozemsko podjetje. Nizozemci so bili takrat po celem svetu, ki so imeli pač en kup kolonij, ki so jih izkoriščali, so imeli suženstvo in zato so bili pač lahko toliko bogati. Pol pa v bistvu, kako v nekmo 18-19 mu je pa že propadlo, zato ker so kolonije so šle na svoje, sužene lastništvo je bilo ukinjeno in tako naprej in so pač zgubili vse posestva, karkoli so imeli. Ja, tako da hitro lahko dol pade in bomo videli, kaj se bo zgodilo s temi podjetji, ki so zdaj. Če je čez 20 let to gledala, pa rekla, fuck, Apple je bil. Kar prvo, ne moreš verjeti. Danes pa logično. Ja, to pa. To bo pa to. Še enkrat pa se lahko vprašamo. Kakšen? Kdo določa vrednost tega? Tako. Očitno, mi posamezniki. Tako. In to je v bistvu pametna misel, s katero bova zaključila današnjo oddajo. Ja. Hvala za ogled, lep petek. Pa se vidimo. Se zagledamo. Ajde, čau.